malo bolj sproščujoča, vendar nič manj pomembna. Morda se celo premalo o tem načinu zdravljenja v glasbi govori, kot dopolnitev seveda ostalim zdravljenjem. Pediatrična klinika in njeno vodstvo že dolgo sodeluje tudi z akademijo in več o tem bo povedal docent Pokoren, izvolite. Prosim za začetek, če opišete naše sodelovanje, kako uporabljamo klavir, ki imamo glasbene terapeute. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz bi v bistvu zelo na kratko rad povedal nekje, kako vidimo v tej hiši vlogo umetnosti, ampak dejansko v ožjem smislu glasbe. Mislim, da je v začetku tega tedna minilo pol leta, kar je prišel na našo kliniko kvartet flavt z Akademije za glasbo in na nek način odprl koncertno sezono na naši kliniki. Vse od tistega dne praktično so vsaj 2 do 3-krat na teden prišli v to hišo študentje Akademije za glasbo, ki so v obliki kratkih, 10 do 15 minutnih nastopov popestrili vsak dan bolnim otrokom, ki se zdravijo v tej hiši, njihovim staršem in ne nazadnje tudi našim zaposlenim. Moram reči, da tudi moj vtis ob razgovorih z temi mladimi glasbeniki je bil, da se je tudi njih ta interakcija v tej hiši v bistvu dotaknila in da so nekako se jim je odprla pri njihovem delu ena nova dimenzija, ki mogoče do takrat ni bila toliko v ospredju. Poleg tega že nekaj let v tej hiši na oddelku za otroško hematologijo, onkologijo deluje glasbena terapevtka in tudi z njenim delovanjem smo izjemno zadovoljni. Seveda hvala za vse te dejavnosti gre pa seveda Akademiji za glasbo. Tukaj so danes z mano tako profesor Katarina Habe in nova dekanja Akademije za glasbo Karolina Šantl Zupan. Ker imamo pa v bližnji prihodnosti tudi namen organizirati en dobrodelni koncert v Slovenski filharmoniji, je pa z nami tudi direktor Slovenske filharmonije, gospod Matej Šarc, ki vam bo tudi še o tem nekaj več povedal. Skratka, mislim, da je glasba en pomemben sestavni del vsakdana te hiše, da ima torej dokazane dobrodelne učinke na telesno in duševno zdravje in želimo, da bi bila poleg vrhunske medicine v tej hiši doma tudi umetnost v vseh oblikah. Hvala lepa. Hvala. Samo eno vprašanje. Ja. Delno ste že odgovorili, ampak bi lahko povedali točno po vaših vedenjih, na kaj pozitivno vpliva pri malem ali pa velikem pacientu glasba? Tukaj imamo še strokovnjake iz glasbene terapije, ampak dejansko lahko potem še o tem kaj več povemo. Ja. Dejansko se zmanjša potreba po farmakološkem zdravljenju, manj je strahu, skratka, predvsem, torej, zagotovo z glasbo ne morete pozdraviti neke okužbe ali pa neke hude bolezni, ampak lahko naredite pa bivanje v bolnišnici otroku, staršem in vsem, ki so tam, bistveno bolj prijetno. In lahko vplivate pa recimo na porabo določenih zdravil. Hvala. Prosim, profesorico Katarino Habe, mogoče kar nadaljuje iztočnico in ravno na kaj dobro glasba vpliva. Ja, lahko začnemo. In da tudi o glasbeni terapiji. Ja, lahko začnemo kar na tej točki, pa se bomo pol vračali nazaj. Glasba je dokazano eno izmed najbolj učinkovitih nefarmakoloških sredstev, ki vpliva tako na fiziološke kot psihološke funkcije. Na fiziološke funkcije, če pogledamo globino dihanja, srčni utrip, na izločanje hormonov v krvi, na imunski sistem posledično,
na napetost mišic v telesu. Potem, če pa gledamo psihološke kriterije, pa lahko vidimo, da predvsem vpliva glasba na čustveno-socialne momente, mi pa vemo, da čustva vplivajo tudi na to, kako je otrok, rečemo, ali pa starši, ali pa zaposleni, kako so motivirani za določene zdravstvene postopke, kako so razpoloženi ob tem, ko so izvajajo določeni zdravstveni postopki in vse to posledično izboljša tudi potem medicinske učinke na koncu, ne? Jaz moram mogoče še to razliko, recimo glasba predvidevam vsa, bolj ali manj vsa lahko blagodejno vpliva. Kakšna je pa razlika med terapijo in glasbo, kako se ta izvaja glasbena terapija? Ja, mi govorimo o glasbenih intervencijah na splošno in na pediatrični kliniki izvajamo tako glasbene obiske, kot smo jih poimenovali, in to so te 10 do 15 minutni nastopi naših študentov, ki so zelo interaktivni, zato ker v sodelovanje povabijo tudi in zaposlene, in starše, in hospitalizirane otroke, ne? Potem imamo pa na drugi strani glasbeno terapijo, ki je pa zelo strukturiran način, kako dosežemo določene cilje. Ali to, da se lahko, rečemo, otrok bolj sprosti, ali to, da se ustvarja bolj pozitivna klima, znotraj katere poteka nek zdravstveni proces. Potem predvsem to, da se zmanjšuje tesnobnost pri otrocih, starših, ne? To je velika stvar. Ugotovili smo, da če so starši sproščeni in če se oni na nek način malo tresejo svojih strahov, to močno vpliva tudi na uspešno zdravljenje pri otrocih. No, in glasbeno terapijo vedno vodijo glasbeni terapevti. V Sloveniji že 10 let obstaja certificiran študij glasbene terapije na inštitutu Knol za glasbeno terapijo, ki ga vodi Špela Loti Knol. In zdaj že 3. leto tudi na Akademiji za glasbo izvajamo predmet glasbena terapija in tudi te študentje hodijo hospitirati na pediatrično kliniko. Tako da glasba spada v okolje, kjer lahko dela spremembe in na nek način se mi vračamo nazaj v izvorno funkcijo glasbe, ki je bila povezovanje in zdravljenje. In hvala Bogu, jaz rečem, da sodobna nevroznanost potrjuje tisto, kar so stare civilizacije že dobro vedle, da glasba ima zdravilno moč, zdaj imamo pa še nevrofiziološke dokaze za to. To pa bo hvala za enkrat. Bomo pa na koncu vsi odgovarjali na vse, kar niste sotka. Lepo si pa našo glasbeno terapevtko Špelo Loti, če pridete, pa čisto praktično predstavite, kako terapija izgleda, pa potem mogoče tudi na klavirju, ki ga tukaj imamo in je uglašen, če malo poskusimo. Dobro, hvala, lep pozdrav. Torej, čisto praktično, v praksi glasbena terapija izgleda tako, da imamo prisotne seveda kliente, ki so lahko zelo veliko različnih področij. Pediatrična klinika je recimo eno izmed delovnih območij, kjer glasbeni terapevti lahko delamo in tudi tukaj delujemo že nekaj let. Potem pa seveda glasbeni terapevt, ki je za to izobražen, kot smo že povedali, to je danes že v sodobnem času, recimo vsaj 50 let, nekako priznan poklic povsod po svetu, se je začel razvijati skoraj istočasno, seveda pa išče načine, kako glasbo lahko uporabimo dejansko za dobrobit zdravja naših klientov. Glasbene terapevte boste verjetno prepoznali po tem, da običajno, vsaj v pediatrični kliniki, s seboj nosijo kar zajeten kup inštrumentov, zato ker glasbena terapija temelji na tem, da naše kliente čim bolj aktivno vključujemo, kar bomo v tem tudi praktično malo pokazali, v sam proces glasbene terapije. Torej, glasbena terapija ne izgleda, da glasbeni terapevt sam igra, sam zdravi ali se posluša glasbo, ampak je zelo aktivno vključen klient, ki je pravzaprav nekako na en način vsaj čustveno izhodišče
glavne glasbene intervencije v glasbeni terapiji, ki je klinična glasbena improvizacija. Torej, praktično bomo izvajali glasbo do tiste mere, katero je klient v nekem trenutku sposoben, bo pri tem sodeloval, od tam naprej pa glasbo vodi glasbeni terapevt, ki nekako skozi vse glasbene elemente usmerja potek glasbe tako, da je podpirajoč za klienta. Še vedno ostane malo abstraktno, a ne? Ampak tako bi lahko najbolj praktično povedala. Torej, videli boste inštrumente in aktivno izvajanje glasbene improvizacije ali pa petja neke znane glasbe. A je potrebno biti glasbenik, da lahko sodeluješ ali si lahko nekdo, ki prvič vidite videti? Ne, ni potrebno predznanje glasbe, ker izhajamo od tega, da je glasba rojena v vsakem človeku in mi jo pravzaprav uporabljamo kot en način izražanja, kot govorico, ki je neverbalna, pa zato toliko bolj zelo hitro vstopa v neke druge nivoje našega bivanja, predvsem recimo nekih podzavestnih vzorcev. Tako da predznanje včasih boljše, da ga ni, kot da je, zato ker so klienti, ki niso obremenjeni znanjem glasbe, bolj sproščeni improvizaciji. Glasbeniki smo malo zelo kritični sami za sebe, ne, glede tega. Zdaj bi vas poprosila, pa Jani se javlja v pomagal, Jani, če greste poskusiti tukaj na tem klavirju. Dobro. Jani je boš pomagal. Če bi pa vi začel na en drug način igrati, bi pa jaz tudi temu sledila. Torej, glasbeni terapevt bo odprt za te stvari. Zdaj, za naše kliente je pa pomembno, da se najde sreča v tem njihovem vzdušju ali pa situacije, v kateri so, ker jo bodo vedno v glasbi pokazali. Ja. Zrasla na glavi naše Karoline Šantelj-Zupan, ona je predstavnica Rotary kluba Ljubljana grad, sicer je prodekanja na Akademiji za glasbo, dekanja še bo, ker smo se to pomenili, tako da vas prosim, da predstavite, vi ste pač pobudnica, odkot tam ideja, kakšne so prakse v tujini. Lepo pozdravljeni vsi, torej jaz sem danes tukaj kot prodekanja še zaenkrat za znanstveno in umetniško raziskovalno dejavnost in kot članica Rotary kluba Ljubljana grad. Kot je že Marko prej povedal, smo v lanskem letu začeli projektno sodelovati z pediatrično kliniko, tako da naši študentje prihajajo sem in z nekimi kratkimi glasbenimi točkami popestrijo vsak dan pediatrične klinike. Moje so bile res prve študentke, kvartet Flavt, ki se je temu odzval in dejansko je bil njihov odziv izjemen. Hkrati so bile ganjene, začutile so neko dobro delo, ki so ga opravile in pravzaprav vsi, ki smo jih nagovarjali k temu, so k temu z veseljem pristopili. To me je nekako nagovorilo, ko smo se v klubu začeli pogovarjati, da bi ponovno organizirali dobrodelni koncert, pred leti smo že imeli enega, da bi pa tokrat se povezali s pediatrično kliniko in seveda glede na njihove potrebe zbirali sredstva za določeno opremo. Mislim, da je tu prilika, da se zahvalim tudi Slovenski filharmoniji in kolegom, trio Vivere in harmonikašici Teje Udovič-Kovačič, ki bo sodelovala na koncertu, in njihov stalni dirigent Kahi Solomišvili, da so vsi nekako začutili, da lahko skupaj res ustvarimo nek prvič lep kulturni dogodek in hkrati dogodek, ki ima dobrodelno noto. Veseli me, da so se našemu klubu, seveda od podpori distrikta slovenskega Rotary Distrikt 1912, odzvali k sodelovanju tudi odzvala tudi dva tuja kluba, tako da ta dogodek bo imel tudi mednarodno noto. Hvala lepa. Zdaj pa na koncu vabim še direktorja Slovenske filharmonije Mateja Šarca, ki tudi vstopa v to dobrodelno zgodbo. Dobar dan. Če poveste, kakšen pomen ima za vas dobrodelnost in mogoče malo več programov, kdo bo nastopil. Z veseljem. Torej, Slovenska filharmonija ne sodeluje in ne prireja oziroma soprireja takšnega koncerta. Prvič,
Zavedamo se našega poslanstva, ki ni samo zabava in kratkočasen je, kot bi nekateri rekli dan danes, elit, ampak gre pravzaprav za to, da mora biti glasba dostopna prav vsakemu in tega se držimo zelo močno. Iz tega razloga seveda tudi pomagamo dobrodelnim organizacijam in pa ustanovam, kot je na primer pediatrična klinika z svojo dejavnostjo, z našo glasbo, da lahko osrečimo ljudi, osmislimo urico, dve, kolikor so na naših koncertih, in pa seveda sodelujemo tudi pri dobrodelnih akcijah, ki so tudi finančne narave in imajo namen zbirati sredstva. Slovenska filharmonija nastopa v tem projektu, torej koncertu 13. junija kot soorganizator, kar pomeni, da nudimo brezplačno koncertno dvorano, brezplačno nudimo orkester, dirigenta. Dirigent se sam odpoveduje honorarju za ta dogodek, gre za gruzijskega dirigenta Kahija Solomišvilija, ki je naš glavni dirigent. Tudi solisti so se odpovedali honorarju, kot je že Karolina povedala, gre za trio Vivere in pa za odlično harmonikarko Tejo Udovič-Kovačič. Slednja bo izvedla prikupne skladbice za harmoniko in orkester Vaclava Trojana, češkega skladatelja, z naslovom Pravljice. Gre za zelo lahkotno, duhovito in prijetno glasbo, kajti ves čas bomo imeli tekom koncerta pred očmi naše najmlajše, tiste, katerim bodo sredstva in posledično tudi ta aparatura, za katero zbiramo sredstva, namenjena. Trio Vivere se bo predstavil najprej tako, da bo vsak član tega tria, torej to so Aljaž Farasin, Rok Ferenčak in pa Matjaž Robavs, zapel vsak po eno znamenito arijo iz različnih oper. Tu bo Čajkovski in opera Evgenij Onjegin, potem bo Donizetti o Don Pasquale, znamenita arija Nessun Dorma iz Bučinijevega Turandoja in pa še nekaj dodatkov, ki bodo zagotovo dvignili razpoloženje v dvorani, za katero sem prepričan, da bo z vašo pomočjo vas vseh tukaj, ki snemate in prenašate sporočila naprej, nabito polno. Hvala lepa. Hvala vsem, zdaj pa če ima še kdo vprašanje, za kogarkoli seveda izvolite, lahko tudi potem ena na ena, če želite, a ne, ste najbolj so vsi za. Če kdo? Če pa ne, se vam pa zahvaljujem, da ste prišli, vam hvala za